civilni iniciativi podpiramo predlog strokovne skupine za pitno vodo, a si želimo, da bi se v predlagani 70.a člen zapisalo tudi, vkolikor je to možno, da so vsi vodni viri naravno vodno javno dobro, ki jih ni mogoče privatizirati. Nekaj podobnega imamo zapisanega v 15. členu Zakona o vodah, prvi odstavek. Poleg tega se nam postavlja vprašanje, ali dikcija neprofitna javna služba dovolj nedvoumno opredeli namero predlagatelja, da vodooskrba prebivalstva v nobeni obliki ne more izvajati zasebne družbe. Razlog za pomislek je v tem, da besedna zveza neprofitna javna služba morda ni dovolj dobro definirana. Menimo pa tudi, da je danes skrajni čas, da naredimo prvi korak in do poletja oziroma najkasneje do jeseni zapišemo pravico do pitne vode v ustavo, ter na ta način jasno pokažemo svetu in Evropi, da v Sloveniji ni možna privatizacija vodnih virov, da ima v Sloveniji vsakdo pravico do pitne vode in da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Za nas je zelo pomembno, da je temu predlogu naklonjena vlada, da je naklonjena večina poslank in poslancev in zato menimo, da je sedaj tudi politični čas, da naredimo ta prvi korak s spremembo ustave in v njo zapišemo pravico do pitne vode. Se pa morate zavedati, da ta vpis ni samo simbolnega pomena, ampak za sabo potegne veliko dela. Se pravi, prvič sprememba zakonodaje in drugič tudi določena finančna sredstva. In mogoče, če se velikokrat pogovarjate o tem, koliko BDP-ja je treba nameniti za določeno področje, naprimer za vojsko, bi bilo smiselno, da se v Sloveniji začnemo pogovarjati tudi o tem, koliko BDP-ja je potrebno nameniti za gospodarjenje z našimi vodami. Imamo jo resnično dovolj, vendar pa če jo bomo še zmeraj jemali tako samoumevno, kot jo jemljemo danes, se lahko zgodi, da čez 10, 15, 20 let pristanemo v enakih težavah, kot so danes Združene države Amerike, ki so ena najbogatejših držav z vodo. Hvala lepa.